Od slike do besede. Od slike do besede. Dober večer, spoštovani poslušalci. Pred nami je knjiga doktorice Zmage Kumer Marija v Svetem pismu in slovenskih ljudskih pesmih. Ni naključje, da je slovenska zemlja tako posejana s cerkvicami, saj je krščanstvo izrazito zaznamovalo najstarejši del naše kulture, ljudsko pesemsko izročilo. Tudi ni naključje, da je med temi cerkvicami tako veliko število posvečenih Mariji, Božji materi, in med njimi spet veliko božjepotnih. Skoraj bi dejali, da smo Slovenci iz Marijinih rok sprejeli krščanstvo, ker je prva cerkev, ki je bila postavljena na slovenskih tleh, posvečena Mariji. Mnoge nadloge so v zgodovini do današnjih dni pestile ljudstvo in dostikrat ni moglo od nikoder pričakovati pomoči. Tedaj so se naši predniki z zaupno ljubeznijo zatekli pod plašč Marije, pomočnice in tolažnice. Česar je polno srce, usta govore, pravi pregovor. Ali je torej čudno, da je naša ljudska pesem tako polna Marije? Sveto pismo govori o njej malo, saj je hotela, dekla Gospodova, vse življenje ostati skromno v ozadju. Ljudski pobožnosti pa to ni bilo dovolj in je po svoje prisrčno dopolnjevala Marijino podobo, zlasti v pripovednih pesmih, ki jih ljudje še danes zelo radi pojo. Da mnogih nabožnih, ki prepletajo bogoslužje in razne pobožnosti, niti ne omenjamo. Eden italijanskih odpevov celo obljublja iz vseh rožic nabranih na polju splesti venček Mariji za šmarnice. Tak venček želi biti knjižica, ki jo bomo predstavili nocoj, v 31 kratkih premišljevanjih o podobi Marije v Svetem pismu in slovenski ljudski pesmi. Da bi Slovenci tudi v 3. tisočletju, kakor doslej, ostali zvesti Božji in naši materi in da ne bi pozabili, iz kakšnih korenin smo zrasli kot narod. Marijo, mater Jezusa, Boga človeka, častijo vsi kristjani in to češčenje odseva bolj ali manj tudi v ljudskem izročilu. Na slovenskem zlasti v množici ljudskih pesmi. Po katoliških deželah je kar ves mesec maj posvečen Mariji in pri nas je od srede 19. stoletja v navadi vsakodnevna pobožnost, ki jo po dišeči v maju cvetoči cvetlici imenujemo šmarnice. Jožef, mož Marije, Jezusove matere, je bil Jezusov krušni oče. V evangeliju po svetem Mateju je naveden kot sin Jakoba, po svetem Luku pa kot sin Elija. Po rodu je bil Davidov potomec, po poklicu tesar, kar je Judom tistega časa pomenilo obrtnika, ki je obdeloval les in iz njega izdeloval vse, kar je bilo potrebno za vsakdanje življenje. Njegovega poklica se je izučil tudi Jezus, saj so se rojaki v Nazaretu, ko so se čudili njegovi modrosti, spraševali, ali ni to tisti tesar, sin Marije, ali ni to tesarjev sin.
V evangeliju je pri svetem Mateju in Luku samo na kratko omenjeno, da je bil sveti Jožef zaročen z Marijo. Zaroka je bila pri Judih več kakor samo obljuba zakona, marveč prava poročna pogodba, sklenjena v pričo staršev. Zaročencema je dala vse zakonske pravice in dolžnosti, le skupaj živeti še nista smela vsaj pol leta ali 1 leto. Potem je prišel ženin slovesno po nevesto in jo odpeljal kot ženo na svoj dom. Misericordia